Danes me je spodbudilo, da posnamem ta video samo iz enega razloga. Jaz nekaj slučajno gledam danes po ne vem kje nekje in zasledim en pogovor med dvema. Torej, šlo se je o tem, da kako je pač nekdo prišel do te zavesti, zakaj je pomembno, da se začnemo obračati v sebe, zakaj je pomembno delo na sebi. In potem ta druga oseba, ne, prva oseba, ki je drugo spraševala, vpraša, kako bi lahko svetovala nekomu, ki je popolnoma v brezupu, ki ne najde nekega smisla, ki se nikakor ne more spopasti s svojo krizo ali pač čemerkoli v življenju, kaj bi ona s kratkimi besedami rekla, kje naj začne oziroma kaj si naj zdaj pove, da pride ven iz tistega svojega dreka. In jaz sem poslušala, seveda, in jaz ugotovim, da sploh ni prišlo do odgovora. Zdaj ne vem, ali je to slučajno bilo, ampak jaz sem sama pri sebi, pri svojih videih ugotovila, da jaz ful spodbujam k temu, delajte na sebi, delaj na sebi, delaj na sebi. To jaz verjetno še ko spim, jaz govorim verjetno delaj na sebi, ker se meni res zdi to ful pomembno. Pa ne samo meni, jaz verjamem, da marsikomu. Tudi verjamem to, da si verjetno tudi marsikdo reče, se pa delam na sebi, ker jaz delam na sebi že od leta ne vem več katerega. In jaz sem delala na sebi, ampak za vprašanje, ali sem res jaz tako toliko delala na sebi, ali sem jaz zato pač malo sem pa tja mencala, pa se malo izgovarjala, v resnici pa nisem nekaj hudega naredila na sebi, No, in ko sem jaz ugotovila, da odgovora od te osebe druge zdaj, ki je bila vprašana, ni prišlo odgovora, pač malo bilo tako, je meni v glavo priletelo, jaz to in nikoli povem, zakaj delati na sebi? Zakaj je to res tako hudo pomembno? No, in sem si rekla, evo, tu zdaj pa bom to ti video posnela, ker meni se zdi, da je to sporočilo ful pomembno. Skratka, kot sem že povedala, jaz delam na sebi že res leta in leta, desetletja. In to zaradi tega, ker sem se tolikokrat v življenju znašla v različnih življenjskih stiskah, pa ne samo to. No, takrat sem se res v hudi življenjski stiski znašla, tisto je bilo res taki padec, da hvala Bogu, da sem se pobrala, evo, za mene, hvala Bogu, res sem zelo vesela. In seveda tu sem se jaz začela nekako ukvarjati sama s seboj, ampak jaz nisem zavedala, da jaz zato ful delam na sebi, pa pač delala sem, ampak nisem pa pravilnih korakov uporabljala. Skratka, hotela sem reči, da ko sem ugotovila, da ni bilo tega odgovora podanega, sem se odločila, da bom ta video posnela zato, da razložim, kaj je point dela na sebi. Saj mi vsi delamo nekaj na sebi, vsak dan nekdo nekaj naredi na sebi, pa ne nekaj, dosti delamo. Že s tem, ko si mi sami sebi govorimo pozitivne afirmacije, ali pa če jih samo poslušamo, ali pa če beremo neko dobro knjigo, ali pa če neki dober film pogledamo, ali pa ne vem, bilo kaj, ker je milijon strategij, pa milijon stvari, že tu delamo na sebi. Pa še če nič od tega, delamo nekaj na sebi. Pomembno pa je pravilne korake delati na sebi. Pa ne samo pravilne korake, ker spet pravilno pa nepravilno, jaz ne vem, ne obstaja. Ampak jaz sem pri sebi razmislila, kako sem jaz prišla z nekih določenih situacij. Kako sem jaz prišla ven iz situacije, na primer takrat, ko sem se drogirala, pa kako sem jaz prišla iz situacije, ko sem padla v močno anksiozno depresijo, pa kako sem jaz prišla iz situacije, ko sem imela 24 ur na dan v mislih, kako bom umrla, zaradi tega, ker se mi nakopičile zdravstvene težave. Potem, kako sem jaz prišla ven iz teh svojih črnih scenarijev, da želim končati to življenje, da želim narediti samomor in tako naprej in tako dalje. Pa da si ne bo kdo mislil, da sem imela samo to v glavi, pa da mojih
mojega življenja lepega ni bilo, daleč od tega. Jaz sem dejansko, jaz bom rekla, dokaj brio živela že prej. Ampak konstantno so bile te krivulje pri meni. In sem se vozila, ko po onem vlakecu smrti. In meni to ni bilo fajn. Zaradi tega, ker ko sem bila tam zgoraj, ko mi je bilo ful wow vse, sem potem čez nekaj časa sem taki drek noter padla, da sem mislila, da res nisem včasih zmogla. Saj sem očitno teči, če sem še danes tu, ne. Samo to je bilo res krvava pot. No, in ker jaz ne želim, da ima nekdo tako krvavo pot, ker jaz vem, kako je meni bilo hudo, ker jaz vem, kako sem se jaz sama sabo mučila, ker jaz vem, kako sem si jaz, toliko, da se nisem žil že od sile grizla. Zato snemam jaz te videe, zato jaz želim spodbuditi nekoga, pa povedati, da tudi če se nekdo znajde v najhujši situaciji, nima veze kje, je pot in je rešitev. In jaz vem, ko sem jaz na primer ful padla, seveda jaz sem po eni strani sem iskala rešitve, po drugi strani sem pa imela spet v sebi notri sama s sabo govor, ne, torej ta svoj kritični glasek, pa kdo bo te tebi pomagal, pa komu boš te ti lahko zdaj opisala, kaj ti čutiš, pa kdo te bo te poslušal, pa in kaj boš zdaj naredila, pa kaj zdaj si še v sramoto naredila, pa boš šla, ne vem, k psihiatru, pa ne vem komu vse, pa boš zdaj tam razlagala, kaj oni bo pa tak in tak te tam samo na oni strani poslušal, nabasal te bo s tabletami, šla boš domov, boš kot zombi živela naprej svoje življenje, smilila se boš mogoče vsem, ali pa na koncu boš že šla vsem veš kam, ne. In to je to tvoje življenje. Nekako se je meni to vse skupaj upiralo. Ful se mi je upiralo, ampak to je bil moj govor v meni, to je bil moj glasek, ki me je ves čas držal v tem, da nisem nikoli nikamor šla. Pa saj, kdaj pa kdaj sem šla, samo res redko kdaj. In jaz, ko govorim z delom na sebi, mislim to iz tega vidika, da se ker mi smo pozabili na sebe. Mi smo pozabili na sebe in na en drugega. Dajte se malo v sebe ozreti, ali pa dajte malo res fokus, samo malo, za par minut ali pa sekund na sebe. Pa se vprašajte, kdaj ste se nazadnje vprašali, kako se v resnici počutim. Ali pa kdaj sem se resnično, kdaj sem se res opazovala ali pa opazoval, no. Kdaj sem na primer nazadnje sploh zregistrirala, da sem prišla v trgovino, pa so me tam začeli obdajati neki čudni občutki, neke čudne misli so mi začele leteti, ne vem, neko čudno stanje, telesno sem padla. Pa kaj misliš, misliš, da sem jaz zdaj prišla domov, pa o tem zdaj razmišljala, pa saj mogoče sem malo. Nisem pa zdaj se nekaj tu ful poglabljala. In to je prišlo tako, ne vem, danes, pa včeraj, pa jutri, pa čez 10 dni, pa mogoče tudi vedno bolj pogosto. In seveda meni, ki sem se jaz res najbolj zbudila, je bilo takrat, ko sem res fizično in psihično padla. Takrat sem se jaz, meni je taki alarm v glavi naredil, da je to groza in strah. Pa spet še ena druga stvar je bila. Kljub temu, da je meni že alarm delal, jaz sem čutila, iskreno, jaz sem čutila v sebi, kako meni življenjska energija odhaja. Jaz se spomnim, ko sem sedela za mizo v jedilnici, pa sem se jokala, zaradi tega, ker sem čutila sem, kot da bi me nekaj pilo in mene, jaz sem čutila, da jaz več ne bom dolgo. No, in res sem, hvala Bogu, se potem znašla v akademiji. Kaj je mene tista akademija poklicala, Bog si ga vedi, zaradi tega, ker jaz sem itak večinoma prespala, ker več nisem imela
energije pa ničesar. In kaj je mene tisto poklicalo, da sem jaz takrat šla, in jaz sem tam res čudovite ljudi spoznala. In sama jaz ne bi nikoli v življenju prišla do tega, kjer sem danes. Jaz nisem več mogla iti ne ven, jaz sem imela dnevno toliko teh anksioznih napadov, anksioznosti pa v depresiji sem tako bila v eno. Teh paničnih napadov, strahot, bolečin, negativnih misli, mislim, res to je bil taki čustveni vrtiljak, da no, in ko sem jaz prišla v to čudovito akademijo, med te čudovite ljudi, jaz sem tudi na začetku, jaz sem tam jokala, jaz sem cvilila, jaz sem, ne vem, jaz sem verjetno bila, kot da sem iz drugega planeta priletela ko zombi, saj so me dostikrat tudi čudno gledali, ampak s polno razumevanja. In zakaj nisem že prej poiskala pomoči? Zato, ker nikoli v življenju še nisem slišala od nekoga besede, jaz te pa vidim, razumem, čutim. Nikoli še v življenju jaz tega nisem ne slišala, ne videla, ne doživela. In takrat se mi je zdelo, pa saj mogoče niti ni bilo tako, niti to, mogoče so si tam tudi misli, tudi se je čist pripeljalo, ker tako sem tudi izgledala malo. Ampak ne vem, nekako sem se sodelovala in s tistimi koraki, ki smo se jih mi učili, pa tudi jaz imam, to sem rekla, da nočem niti poudarjati, ampak torej šole, ki jih imam od prej, pa vse skupaj, torej tečaj, vsega, kar pač imam, jaz si iz tega sama nisem znala pomagati. Res si nisem znala. Pa ne samo, da si nisem znala. Jaz sem že prej delala kot terapevtka. Ampak, ko se je meni to zgodilo, ko sem jaz padla, torej fizično in psihično zraven, je v meni se taka sram porodila, mislim, jaz to neka terapevtka, zdaj pa sem jaz na koncu padla. Pa jaz mislila, meni se je svet obrnil na glavo. Jaz sem vse pustila, jaz sem se samo še sama s sabo ukvarjala, seveda najprej z vsemi obtožbami, z slabimi programi v svoji glavi, ker pač tako sem bila navajena, tako sem se naučila v življenju, ali pa so me najprej drugi, pa potem sem še sama zraven, pa ne drugi, ker so hteli mi karkoli slabo, ampak pač tako, to je življenje naše. No, in na ta način, torej, da sem res imela nekoga, ki mi je znal podati roko in ki me je znal z nekimi pravilnimi koraki peljati do nekih stvari, danes jaz znam sama sebe voziti s pravimi koraki, danes znam jaz sama sebe poslušati, se čutiti, se opazovati, zato ker sem se to naučila. Zato ker sem se to naučila. In ne glede na to, koliko sem jaz imela že prej šol, pa vsega znanja, pa ne vem kaj vse, jaz tega sama nisem zmogla. Evo, to sem htela v videu povedati, zakaj je res zelo pomembno, da se zazremo vase, da si prisluhnemo in da se upoštevamo, zato ker velikokrat mi ne vemo, zakaj se gre pri nas. Jaz pri sebi, na primer, jaz prej sama nisem se dol sedla, pa si vzela, ne vem, beležko, pa kulico, pa si pisala, ko sem šla v trgovino, sem se tako počutila, pa v mislih se mi je to dogajalo, pa saj vem, da zdaj to tako, zdaj se sliši, kot da sem obsedena s tem, ampak ne, nisem, ker jaz to, da bom jaz za to 24 ur delala, mislim, jaz normalno življenje živim in vse. Vendar, spoznavam se in ja, vzamem si čas za sebe in delam te stvari. Tudi če imaš neko znanje, ne, no to ne pomeni, da si v tem trenutnem stanju, kjerkoli si, da si lahko s temi orodji, ki jih že poznaš, da si lahko zdaj sam pomagaš. In zato bi res rada spodbudila vsakogar,
Dajte pogledati na sebe, dajte se imeti radi, zato ker ne veš, kaj te jutri čaka. Ker mene tudi ni, vse me je opozarjalo življenje, mene je opozarjalo, da jaz sem čutila utrujenost, jaz sem čutila, marsikaj sem čutila, ampak jaz sem to tako gladko prešpricala, vse skupaj prezrla, res dokler ni prišel dan, ko sem se zbudila in je bilo moje življenje obrnjeno na glavo. Dobesedno na glavo. Jaz upam, da sem v tem sporočilu dala neko dobro noto tokrat, in da sem dosti bolj razumljena, zakaj jaz zdaj te vse svoje videe sploh snemam, pa kaj hočem sploh povedati. Vidim, slišim, ko delam z ljudmi, da vi me bolj razumete, ker jaz, ko samo sebe poslušam, si mislim, pa kaj nisi zdaj še to povedala? Tako da, evo, mogla sem dati to ven iz sebe, moje sporočilo. Jaz vam res želim čudovite praznike, ki se bližajo, in imejte se radi, imejmo se radi.